Jaz ne vem, če je v bistvu na igri, da nam da pozitivni izhod. Jaz mislim, da je zaigralo že zelo dosti in dovolj, če v bistvu predstavi razmerja moči. No. Na eni strani je pač vladar, ne, ta Vladimir, ki je absolutni monarh, ne, absolutna moč, na drugi zraven pri roki ima vedno Bogomirja, se pravi ima vero, ne, ima to, da rečem, versko žezlo in na drugi roki je Branimir, skratka je nekdo, ki kot brani, ne, mislim, in je seveda vsi, mislim, in je na nek način ta Branimir, bi rekla, da je tukaj deluje kot še najbolj pozitiven lik, ne, mislim, on se nekako skuša nekako izogniti vojni, ampak v takih trojicah en drugega rabijo, ne, mislim, Branimir je nujna funkcija znotraj trojice, kjer en navija za vojno, en je proti vojni, ta tretji pa potem seveda odloči, ne. Meni je to, da je ime Zofija v bistvu v tej zgodbi najbolj čudno. Zofija pomeni modrost, ona pa seveda tukaj deluje kot res najbolj klasični ženski lik znotraj patriarhalnega sistema. Je čisto zraven moči, pa popolnoma brez moči in hkrati to moč legitimira, ne. Ja, kar se tiče teh vlog, Nade, Ljube in Vere, bi rekla, da gre pravzaprav nekako za esenco pozicij žrtve. Ja, mislim, njihov upor je v bistvu ta revolt, kot se reče, do konca, ne, je ta revolucionarna gesta brez odpovedi, brez preostanka, ne, do konca, skratka do smrti, ne, in še čez njo, ne. Ženska ima prednost v tem, da lahko krade diskurz. To je prvo. In drugo, da zaradi svojega položaja brez moči lahko manipulira vsako možno moč. Ta zgodba, ki jo vidimo na odru, ne, je v bistvu nekakšna repriza vsega tega, kar se je zgodilo v preteklosti in kar se dogaja danes. Pravzaprav smo obsojeni, da vedno znova iščemo in najdemo tako imenovana posebna vprašanja, partikularna vprašanja, ločena vprašanja, ki nekako odstopajo od univerzalnega. Mislim, da v takih velikih političnih zgodovinskih prelomnicah se pogosto ena vprašanja dajo na stran v imenu tega, da je treba prvo storiti veliko dejanje, ne, veliko revolucijo, potem bomo pa uredili še vse ostalo, ne. Vedno naletimo tudi na utopične predpostavke, da nam nekoč več ne bo treba govoriti o ločenih vprašanjih, ampak morda je bolje razmišljati o tem, da nas bo nekoč čakalo zelo veliko ločenih vprašanj, ki pa bojo nekako mogoče enako vrednotena.